Za nami so volitve, agenda se izvaja z volitvami ali brez, ne, vse gre po planu naprej. Koliko vpliva v resnici ima na vse to naš državni zbor oziroma poslanci? Ja, njihov vpliv je pravzaprav zelo nepomemben, ne, ker v bistvu vse demokratski, recimo pseudodemokratska infrastruktura po svetu, vključno z Evropskim parlamentom, z parlamenti vseh držav članic, to so zgolj neke transmisije z redkimi nastopi nekaterih poslancev, ki nastopijo proti glavnemu toku, a ne, recimo v Sloveniji ga še nismo slišali, v Evropskem parlamentu, pa recimo v Hrvaškem, pa v Avstrijskem, kakšnem deželnem sicer bolj pa ja, a ne, tako da lahko vsaj vidimo, da mi nismo nori, ki gledamo kritično na te stvari, da so še, bi rekel, ozaveščeni ljudje po svetu, nekateri tudi, kot izjeme v politiki, ki opozarjajo na dejstva, ne. To, kar je zdaj po volitvah v Franciji in Sloveniji možno ugotoviti, je, da povsod zmagujejo globalistični kandidati in stranke, tudi v situacijah, ko so izrazito prezirani strani večine prebivalstva. Tako da posledica v Franciji, ne, zmage Macrona, kjer so posnetki televizijskih zaslonov, ne, štetja glasov, že kažejo na to, da očitno je bil rezultat manipuliran, ne, ampak velja se spomniti recimo izreka kanadskega ekonomista, očeta evra Roberta Mandela, ne, ki je rekel, z uvedbo evra smo se znebili nadležnega vpliva demokracije pri upravljanju Evropske unije. Ne. Se pravi, ta demokracija je zdaj razgaljena kot zgolj nek figov list za izvajanje milijarderskih odločitev in brez politike družba sodobno ne more funkcionirati, ampak taka oblika demokracije, kot je sedanja parlamentarna demokracija, je za ljudi smrtonosna. No in o tem tudi mimogrede pišejo v tej knjigi, kako bomo preživeli in uspeli. Najprej analizo strankarskega sistema, sprejemanja odločitev danes in nek osnutek predloga, kako bi lahko izgledal nek uspešno delujoč sistem ozaveščene demokracije, da bi države lahko delovale v korist svojih državljanov. To je ena od glavnih tem te knjige.